Zasedbo bossa znova sestavlja par Vanja in Matjaž Romih, torej 2 glasova in kitara. Vanja in Matjaž sta v bossa znova združila svojo strast po raziskovanju in ustvarjanju glasbe, igranju v živo in nastopanju. Vanja izhaja iz jazzvoda, Matjaž Romih pa se je do danes pojavljal v vlogi kantavtorja in šansonjerja. Leta 2005 je zmagal na festivalu Slovenski šanson, na lanskem 42. festivalu Melodije morja in sonca pa za novo skladbo Običajen par prejel nagrado strokovne žirije za najboljše besedilo. To svojo ljubezen do ustvarjanja glasbe in pripovedovanja zgodb je z Vanjinim sodelovanjem prelil v skladbe, ki slavijo življenje, njegove radosti in odnose med moškim in žensko. Gre za pozitivno naravnane ljubezenske pesmi, ki so polne mehkobe, veselja, humorja, zibajoče ritmičnosti in ljubeznivosti, a se hkrati, kolikor se le da, izogibajo kičavosti. Zakaj pa ravno ta zvrst glasbe? Še sam ne vem, zakaj. To se je tek spontano se je zgodilo. Naredil sem eno tako pesem v tej približno zvrsti, potem je pa Vanja rekla, to bi pa nama pasal. In jaz sem si mislil, ženska intuicija, 6. čut, mogoče ima pa prav, ne? Dajmo probati, pa da vidimo, če ne bo tako ona kriva. Hecam se, ampak ja, tako je, spontano je bilo in potem smo se zakopali v to in smo videli, da nama ustreza. Nama pa ustreza obema tako en tak lahkoten, čim bolj mehek način komunikacije z ljudmi in svetom in samim sabo. Če gre, vedno to ne gre, ampak se pa velja tudi v tej smeri in delno to tudi odraža najina glasba. Če si človek, če si zmatran, pa si čevlje sezuješ, to rad pač ponazorim s to prispodobo, zvečer, ko priješ domov v dnevno sobo, si vdahneš še najbolj od samega sebe in to je značaj te glasbe, ki jo pač midva igrama in ki nam je poiskala, zdaj pa tudi midva njo raziskujeva vsak dan skoraj sproti. Res pa je, ja, tako so pa pesmi iz najnega življenja, čisto vsakdanje, vsak se najde v njih, v teh besedilih, tako da ali življenje je bolj prijateljev. tak intimna muzika, bi lahko rekli, ne? Intimna glasba, ja. Kdo pa je pravzaprav avtor skladb, ki jih izvajata? Za najo pišem to jaz, Vanja me pa potem malo poprava, ne, da je vse okej, kakor mora biti. V bistvu jo, ker pišem, najna besedila so tako narejena, da je ženska in moška plat, da sta dosti enakovredna sva v besedilih, tako pol v vseh pesmih, več ali manj, to je, mislim, da kar malo posebnost najine glasbe, take kot pač je. In jo vprašam, včasih preverim, delno jo poznam toliko dobro, da vem približno, kako pisati žensko vlogo, malo jo pa pol tudi kaj popravim, mislim, ona mene popravi in tako. No, to sem hotela reči, je pa fajn, da smo živimo skupaj, da smo par, da poznamo drug drugega, ne. In on pozna mene in mu tudi laže, da kaj napišeš, ne. Pa če kaj treba popraviti, se hitro zmenima, ene vaje v dnevni sobi pa gre naprej. 11. julija sta nastopila na festivalu Bled v festivalni dvorani. Z njima pa je nastopila še manjša zasedba. Tolkalec Miha Fredrih in basistka Neža Pavlič. Zaupala sta nam, kaj so pripravili za koncert na festivalu. Ja, za nocoj smo pripravili en skupek skladb z albuma Terapija za pare, lani izdanega, pa še kakšno zraven, tako da bo en cel kup besedil, ki govorijo o življenju v dvoje na tak in drugačen način. Kaj pa ima pomeni biti del festivala Bled? Jaz sem zelo počaščen in smo bila takoj vesela vabila, Bled imava rada, včasih se pridemo tudi sem kopat, kadar ni preveč gužve. Drugače pa to je en tak, seveda biser Slovenije, festivalna dvorana ima ogromno kilometrino, ogromno izvajalcev, mi bomo zdaj v tem manjšem delu nastopali, ampak smo zelo veseli, ponosni in hvala za vabilo in seveda tudi, kako ne rečem, upam, da bo domačinom in domačinkam in vsem, ki bodo prišli, lepo.